Danes pa eno javljanje s hribov. In sicer bomo govorili o glikozidih. Verjetno ste že slišali za ta izraz glikozidi. Ta izraz pomeni, da je neko rastlinska snov vezan sladkor. Da snov ni sestavljena samo iz sladkorjev, temu bi se rekel ogljikovih hidrati oziroma polisaharidi, no glikozidi pa pomeni, da je en del molekule iz sladkornega dela, en del pa iz nesladkornega. In zaradi tega sladkornega dela so take molekule, torej vsi glikozidi, nehlapni in dobro vodotopni. Tudi v alkoholu solidno topni, ampak tudi v vodi. Tako da to lahko upoštevamo, ko se odločamo, da bomo pripravili čaj. Slabo so pa topni v olju. Skratka, rastlin, ki svoj učinek dosežejo zaradi glikozidov, ni smiselno delati kot oljne macerate. Niti niso hlapni, torej glikozidov ne moramo dobiti v eterično olje ali v hidrolat. Kar se pa učinkov tiče, so pa glikozidi lahko zelo različni, ker za učinek je največkrat tisti nesladkorni del pomemben. Imamo naprimer kardiotonične glikozide, ki delujejo na srce, pa imamo antrakinonske glikozide, ki so relaksativi, torej zmehčajo blato, pa imamo recimo flavonoidne glikozide, ki delujejo antioksidativno in tako naprej. No, če vas zanima, da bi tudi preko kemije lahko še bolj se odločali smiselno, kakšni pripravki iz rastlin so smiselni, ste vabljeni na tečaj rastlinske kemije za zeliščarje, uporabne rastlinske kemije, ki ga imamo pripravljenega kot spletni tečaj. Tako da pogledajte na našo spletno stran www.fitoterapija.si. Nasvidenje.